Torej, začeli bomo še drugi domači del novinarske konference z mano trener Olimpije Edvin Šiljak. Najprej bomo začeli s splošnega oceno, potem bomo seveda volili za vaše dodatne vprašanja. Tako povem, da mislim, da je bila tekma ena izredno težka tekma proti neugodnim nasprotniku, ker vemo, da norveški nogomet je en svoj posebno strogi stil igre, kateri nam pravno ne odgovarja. Igrali so zelo disciplinirano, zelo močno, močno dojeli, hitri smo bili dosti agresivni, tako da rezultatom nič sem zelo zadovoljen, pozitivno rezultat in imamo veliko mesta. Hvala. Igra Olimpije je bila kakšna z vašega zornega kota? Ja, poskušali smo igrati seveda po tleh, kot igramo, vendar njihova dosti zaprta igra in agresivna igra za naše igralce nas je v določenih momentih prisilili, da smo igrali druge žoge. Kaj pa veza? Ival je manjkal, dosti se pozna, no? Niste rekli nikamor? Ja, seveda se pozna, ker motor ekipe, kako rečem, Ival je ni in enostavno, če zelo zgubiš, ravno v času priprav, ko uigravaš ekipo, potem pa če znaš pogledati, ga ni, tako da zdaj ravno ko smo začeli prvenstvo, ti veliko manjka. Ti moraš nadoknaditi, iskati alternative. Potem seveda tudi ta čas, da ta alternativa za igranje, za življenje. Vprašanje? Danes je lahko rekli, obramba opravila svoje delo z isti napad, pa ne. Kaj zdaj spremeniti v igri, da boš lahko računal na gol v gosteh, ki bo verjetno še težje? Ja, mislim, da Norvežani vsekakor ne bojo igrali tako, kot so danes igrali doma, da bojo morali tudi po domačo publiko drugače igrati. Danes se videli, da so igrali zaprto na rezultat. Pričakujem nekoliko bolj odprto predstavnik, ker bo več prostora za nas in za naše resne igralce in za miniaturi. A se strinjaš, da bo preveč zgubljenih žog pri sistemu? Preveč danih žog praktično noge podržavnih? To je res je, ker vemo, da ko igraš pod pritiskom, se pravi, njihovi igralci so bili dosti agresivni in so tudi dosti zaprli to sredino, zato je bilo dosti zgoščeno in to je tudi pod teh napak. Je pa res, da bomo potem izboljšati to, s hitrejšo igro, s hitrejšimi rešitvami, hitrejšo idejo in nekaj prije svetno sredino. Ko ste kaj dovoljni sa Vesola? Ja, prvi polčas je res, da so še nekoliko ljubili, bili polčasi boljši. Treba vedeti, da se Vesola se je kasneje priključil ekipi, da že ni še v takem fizičnem stanju, da tudi certifikat je kasneje prišel in tudi ni toliko treniral z ekipo, ker mislim tudi nekaj je čakal certifikat, spočil za 3-4 dni domov in vse to nekako vredno manjka treningi z ekipo, imel je individualne treninge, več individualnih potrebe z ekipo, tako da manjka nekaj igranost z ekipo in tudi komunikacija. Jaz osebno sem pogrešal nek šans, tekma pa doma, vemo, da so to pač posledice igre oziroma da so se nasprotnik, ampak šans je bilo zelo malo premazano. Šanse ali prilike pridejo, rekel je odvisno, koliko ti nasprotnik dovoli, koliko tega prostora, koliko je agresivan, koliko ni agresivan. Je pa res, da če se spomnimo v 5 minuti priložnosti, katera se je pokazala, če bi jo izkoristili, lahko da bi se drugače odprlo, lahko da bi potem dali še 2-3 gola. In to je nogomet, kjer v teh trenutkih treba zadeti, kjer se lomi,
tukaj pa potem pridejo tudi določene izkušnje, kateri naši fanti manjkajo te evropske izkušnje. Upam, da bi jih dobili čim bolje in da bomo v naslednjih tekmah izkoristili svoje priložnosti. Zato je bil se Razkola deležen kot ugodnega tretmaja, če je bilo težav, da začel je v prvih 11? Ugodni tretma na nek način pripeljali smo da igra. To je ena stvar, je pa tudi res, da ker je v zaostanku bil, nekako probaš čim prej izkoristiti iste priložnosti, vsaj tako jaz vidim, da mu nekako nameniš eno minutažo, da ga čim prej dvigneš, da prije v formo na isti nivo, kot so ostali igralci. Je res, da nekje moš nekaj žrtvovati, da nekaj ne dobiš. Še kdo? Boste kaj bolj trenirali s Milajskom, razmišljaš o takem scenariju, brez gola v gostih je to verjetno neka postica? Jaz povedam, za eno še nič ne razmišljam o tem, prvi boče se za nami, tako da treba možno spati, jutri že razmišljal o naslednji tekmi v Velenju, potem pa v Bracu Prato oziroma tekmi. Hvala lepa.